Pozdravljeni! Danes si bomo ogledali, kako hitro lahko nekdo izgubi status prvega voznika. V svetu motošporta, ukolikor želi biti ekipa uspešna, mora jasno in točno določiti vlogo prvega in drugega voznika. Seveda v zgodovini so znani primeri, ko so se ekipe izognile tej odločitvi, kar pa se je pokazalo zmeraj kot napaka. In tu imamo dva lepa primera, oba iz zgodovine ekipe McLaren. Namreč v drugi polovici 80-ih let, kot se vsi dobro spomnimo, sta v ekipi bila dva prva voznika, Alain Prost ter Ayrton Senna. Sledil je eden izmed najbolj znanih sporov med dvema moštvenima kolegoma. A po drugi strani prav v ekipi McLaren zaradi istega razloga v sezoni 2007 so enostavno izgubili naslov svetovnega prvaka med vozniki. Fernando Alonso ter Lewis Hamilton, veteran ter novinec, ampak nihče izmed njiju ni bil tisti jasni vodja, jasni prvi voznik. Situacijo je seveda izkoristil Mirej. A danes si bomo ogledali nekaj drugega. Kako malo je potrebno, da voznik izgubi status vodilnega. In tu seveda se ne bomo toliko ozirali na tiste športne rezultate, kajti enostavno je reči, ja, ni bil dovolj hiter. Konec koncev bomo videli, da je izjemno malo potrebno, da nekdo ni več dovolj hiter. Ki pa lahko izbere malce slabše nastavitve ali uporablja malce bolj izrabljene rezervne dele. Sicer o tem nimamo eksplicitnih jasnih dokazov, ampak videli bomo, da po določenih dogodkih je forma nekaterih voznikov šla strmo navzdol. In v zadnjih sezonah imamo dva lepa primera, ki nam kažeta v to smer. Prvi je Daniel Ricciardo, ki je bil potencialno v ekipi Red Bulla tisti, ki bi moral naslediti slavo Sebastiana Vettela. On ga je v sezoni 2014 zasenčil, prepričal ga je, da je prestopil v Ferrari. A nato se mu je zgodil Max Verstappen. In prav tu je Daniel Ricciardo napravil eno izmed tistih napak, ki so ga verjetno stale priložnosti, bi morda lahko tudi postal svetovni prvak. Na veliki nagradi Azerbajdžana v letu 2018 je prišlo do tistega trka med Ricciardom in Verstappenom. Znano je, da takrat Max je imel izjemno domiselen način branjenja svojega položaja. Enostavno, da je zaviral pred linijo svojega nasprotnika. Tisti, ki je bil zadaj, je bil prisiljen zavirati, kolikor se je hotel izogniti trku. Manever, zaradi katerega je bil Max večkrat opozorjen s strani delegatov FIA. Takrat v Azerbajdžanu Daniel Ricciardo je imel vsega dovolj in pravzaprav ni zaviral. Ko je prišlo do tistega neizbežnega trka in oba sta končala ob zaščitni ograji. Pri FIA so odgovornost razdelili med oba voznika, ampak pri Red Bullu so se odločili, da Daniel Ricciardo ni več prioriteta v naslednjih sezonah. Videli smo v nadaljevanju sezone še njegovo fantastično zmago v Monaku, ko mu ni doleval element pogonskega sklopa, ampak nato do konca sezone 2018 smo lahko videli,
neverjetno sekvenco okvar in to vseh na njegovem bolidu. In govorimo o elementih, ki nikoli niso odpovedali na bolidu Maxa Verstappena. Sicer dokazov nimamo, da bi nekako pri ekipi Red Bulla recimo sabotirali bolid Daniela Ricciarda, ampak zadeva je bila vse prej kot jasna. In rezultati, ki so izostajali, so bili tudi povod, da je Daniel Ricciardo zapustil Red Bull in iskal srečo v drugih ekipah. Kot dobro vemo, te sreče zaenkrat še ni našel. A omenili smo Sebastiana Vettela, ki je po prestopu iz Red Bulla v Ferrari bil dolga leta prvi voznik. Vse do velike nagrade Kanade v sezoni 2009. Ko se je vse obrnilo na glavo. Ne zaradi tega, ker kljub temu, da je prvi prečkal ciljno črto, ni zmagal, ampak zaradi njegovega obnašanja, zaradi nespoštovanja procedur in spomnimo se, zaradi tiste otročje menjave tabel in obnašanja na zmagovalnem odru. Ferrari kot proizvajalec avtomobilov je bil osramočen. Namreč Sebastian Vettel se je pokazal kot nezrel. In opazili ste lahko, da po veliki nagradi Kanade v sezoni 2019 se je vsa pozornost obrnila k Charlesu Leclercu, ki je začel rasti, medtem ko Sebastian Vettel je pa začel iti vse globlje in globlje. Zanimivo je, da kljub temu, da smo videli kar nekaj trkov med obema voznikoma, nikoli za incident ni bil okrivljen Charles Leclerc. In govorimo v sezoni 2019 tisto, kar se je zgodilo na veliki nagradi Brazilije, slednje leto pa na veliki nagradi Avstrije. Po mojem osebnem mnenju je bilo tu verjetno malce za povprašati Charlesa Leclerca, kaj je pravzaprav počel. Ampak odgovorni in tudi predstavniki medijev so vsaj v prvem primeru krivili bolj Sebastiana Vettela. A vidimo lahko, da tako majhna poteza pomeni kar veliko spremembo v odnosu, ki ga lahko ima ekipa do voznika. Sedaj, če pogledamo malce tudi v bližnjo preteklost, se bomo spomnili na primer Santina Ferruccija, ki se je res obnašal nevarno otročje in nezrelo, ampak tudi letos v Formuli 2 Jurija Vipsa, ki si je drznil med igranjem videoigric v živo izustiti nekaj rasističnih opazk. Izgubil je podporo Red Bulla in možnost, seveda, da bi postal naslednji, na primer pri Scuderii Alfa Tauri. A danes, če smo pravzaprav iskreni, kdo je tisti voznik, ki je najbližje temu, da bi se mu lahko kaj takega ponovilo? Po mojem osebnem mnenju je to Charles Leclerc. Namreč vidimo ga, da je nedvomno v vlogi prvega voznika pri Scuderii Ferrari. Možnost ima preizkušati starodavne bolide te skuderije, pojavlja se na naslovnicah takih in drugačnih revij, ampak rezultati izostajajo. A to, da ni rezultatov, še ni tako težava. Slišali smo že kar nekajkrat, da se je začel pritoževati in to javno. Pri Ferrariju edina zadeva, ki se je ne smeš privoščiti, pravzaprav pritoževanje nad samim Ferrarijem. Spomnimo se, kaj se je zgodilo leta 1991, že prej citiranemu Alenu Prostu. Dejal je, da njegov Ferrari nekako v ovinke gre podobno kot tovornjak.
v 30 minutah je bil po tej izjavi odpuščen. Podobna zadeva, kot smo slišali pri Fernando Alonsu, ko je pogonski sklop Honde nekako primerjal z onim, ki so ga imeli takrat v GP2. Fernando ni izgubil sedeža, ampak možnost na dirki za 500 mil Indianapolisa, ko mu pri Hondi nalašč niso hoteli dati njihovih motorjev v tisti svet. In seveda Charles Leclerc ima še drugo veliko težavo, imenuje se Carlos Sainz mlajši. Zaenkrat je on tisti, ki ima, bodimo iskreni, več težav z samozanesljivostjo bolida. Mnogokrat se zgodi, da ga tudi na menjavo pneumatik pokličejo v pravem trenutku. A tu mislim, da gre za podobno zadevo, kot smo videli naprimer pri Danielu Ricciardu v sezoni 2018. Prav, nimam nobenih dokazov. Carlos Sainz mlajši je tam blizu, lahko na samih kvalifikacijah ni tako hiter kot Charles Leclerc, ampak ko potegnemo črto, je prav tako učinkovit, če ne še bolj. In ukolikor bo Charles Leclerc kdaj pa kdaj še pozabil in izustil kakšno besedo preveč, bo lahko situacija kaj hitro obrnila. Ne zaradi tega, ker bi bil v resnici počasen, ampak zaradi tega, ker je kazil podobo seveda podjetja v javnosti. To je nekaj, kar pravzaprav športom kot takim nima nobene veze. Namreč tu bi se rad vrnil k Prostu in sezoni 1991. Nihče se pravzaprav ni spraševal, kako gre njegov Ferrari skozi ovinek. Vsi so se zgražali nad njegovimi besedami. Tudi je lahko imel malček. Danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.